Lepo pozdravljeni v naših prostorih občine Slovenske Konjice, kjer se zopet odvija za razliko od tistih vsakodnevnih manj veselih dogodkov, pa izjemen dogodek za našo lokalno skupnost. In ko gledam, danes zjutraj sem si drznil, ali pa sem rekel naši strokovni sodelavki, da mi pripravi povzetek kronološki po alinejah, kaj vse se je dogajalo na tem projektu. Jaz verjamem, da so tudi naše občanke in občani že rahlo nervozni, češ samo govorite pa nič ne storite, ampak spisek je kar dolg. In ko pogledam tale datum, 30. november 2004 se je vse skupaj pričelo. In naravno prej smo uvodoma, tamle v uvodnih pogovorih ugotavljali, da bi zdaj že otrok bil v drugem razredu. Mi smo pa tik pred podpisom te pogodbe, ki pravzaprav v resnici šele pomeni pričetek izvajanja projekta. No, vsekakor ta uvod ni bil namenjen k temu, da bi kogarkoli kritizirali, krivil za to, da smo toliko časa porabili, ampak hočem poudariti dejstvo, da je priprava ene takšnega projekta, ki samo konkretno v naši občini pomeni 9,5 milijonov evrov, da to ni enostavna stvar, najprej uskladiti formalne predpise, potem še poiskati ekonomske temelje tega, strokovne podlage, in tako, da smo danes na koncu koncev po vseh zapletih, po vseh spremembah, ki jih življenje prinaša, pa resnično na tem, da podpišemo tole gradbeno pogodbo za izvedbo gradnje centralne čistilne naprave v Slovenskih Konjicah in pa pripadajočih komunalnih vodov. Hkrati pa je tukaj predvidena tudi, tam, kjer je to nujno, ureditev struge, v enem delu ureditev struge potoka Bezine. Čisto na kratko, po odobritvi naše vloge, ko smo pristopili k razpisu za izvedbo izvajalca gradbenih del, smo v bistvu ugotovili, da imamo samo eno ponudbo, to je podjetje Radok d.o.o. Celje, skupaj s partnerjem Hidroinženiring Ljubljana, ki seveda bo vgradil v ta projekt tehnološki del. Kot podizvajalec pa je že pri samem razpisu prijavljeno splošno gradbeno podjetje Pomgrad Murska Sobota, ki bo pa seveda izvedlo ta gradbeni del, recimo temu laično, na sami čistilni napravi. Ker gre ta izvedba tega projekta po rumeni knjigi, je seveda najprej predvideno, da pogodbeni partner poskrbi za pripravo tako imenovanega PGD, projekt gradbenih del, predpiše tehnologijo oziroma doreče tehnologijo in v naslednjem letu pa bi v resnici začeli z tistimi obsežnejšimi gradbenimi deli, tako da bi do konca leta 2014, tu pa je že vključeno tudi poskusno obratovanje, prišli do uporabnega dovoljenja in takrat bi pravzaprav bil ta projekt zaključen. Uvodoma sem že omenil, skupni znesek je zaokroženo 9,5 milijona evrov, tako da gre tudi po višini vloženih sredstev. Jaz mislim, da kar v tem trenutku za največji projekt v zadnjih nekaj letih v občini Slovenske Konjice. Vsaj spomnim se, ne zdaj, da bi bil kar večji, pa mislim, da se res ne motim. Ker je ta vloga naša in ta pogodba samo delček v tem našem skupnem projektu, ki ga imenujemo Očistimo reko Dravinjo, in ta projekt je sestavljen iz več tako imenovanih stebrov in prav bi bilo mogoče, da nekaj besed k temu doda še trenutni predsednik programskega sveta projekta Očistimo reko Dravinjo, zreški kolega župan, magister Boris Podvršnik. Boris, pa te prosim za par besed. Potem predlagam, da bi še predstavnik Ministrstva za okolje in prostor, gospod Dejak, povedal naše sodelovanje pri vsem tem,
več stebrov imamo in zdaj smo prišli do tega, da bomo očitno v bodoče še več morali sodelovati, prisiljeni. Na koncu pa direktor podjetja Radok, gospod Senič, in pa seveda, če bo kdo še želel dodati kakšen prispevek k temu današnjemu dogodku. Na koncu pa verjamem, da bodo novinarji kar precej radovedni. Kot sem že rekel, kolega Boris, izvoli. Hvala, kolega Miran, spoštovani gospe, spoštovani gospodje, kolega župan, predstavniki novinarjev, direktor firme Radok, gospod Dejak, koordinatorica projekta gospa Cvetka in pa seveda vsi ostali prav prisrčen pozdrav tudi v imenu vseh občin, ki se združujejo v programskem svetu Reka Dravinja. Tako kot je dejal kolega Miran, pravzaprav je sestavljen ta projekt iz večjih stebrov. Prvi steber je prav gotovo predstavljala občina Slovenska Bistrica, odvajanje in čiščenje na področju Slovenske Bistrice. Tako imenovan drugi steber smo mi poimenovali seveda steber odvajanja in čiščenja projekt v občini Zreče in pa Konjice, katerega del pravkar podpisujemo torej gradbeno pogodbo. In pa seveda so še ostali stebri. En steber je prav gotovo oskrba s pitno vodo, kjer se združuje 5 občin. In pa tretji steber, oskrba s pitno vodo, Makole, Poljčane. In pa pravzaprav zadnji steber, kjer odvajanje in čiščenje urejajo ostale občine. No, jaz sem vesel, da smo po 7 letih prišli do rezultata, torej, da smo skupaj v začetku leta pridobili odločbo, torej občini Zreče in pa Konjice za odvajanje in čiščenje padavinskih voda. Ta projekt je težak skupaj o neto vrednostih, govorim, okrog 14 milijonov evrov, pri čemer je pravzaprav vložek občin, neto vložek nekaj manj kot 2 milijona evrov in seveda pravzaprav je najpomembneje to, da z relativno malim vložkom multipliciramo pravzaprav sredstva s pomočjo Evropske unije in pa države, ki pravzaprav v neto vrednosti zagotavljata tako rekoč 88% vrednosti tega projekta. In zaradi tega se je splačalo pravzaprav tako dolgo delati teh 7 let in jaz upam, da je prav gotovo to prava pot. Sicer pa mislim, da bo gospod Dejak več povedal, ampak spadamo v serijo, mislim, da okrog 20, če se ne motim, procentov maloštevilnih občin, ki so do sedaj pač uspele pridobiti sredstva kohezijska, brez katerih seveda si ne znam predstavljati izvedbe projekta in prav gotovo občine ne bi bile sposobne zagotavljati, razen če bi seveda šle v koncesijo, kar pa vemo, da je bistveno dražje. No, če se osredotočim še na drug projekt, to je projekt oskrbe s pitno vodo 5 občin, torej tu okrog od Oplotnice, Konjic, Zreč in pa Vitanja. Tudi ta projekt pravzaprav peljemo k koncu skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor. Ta projekt je težak okrog 20 milijonov evrov brez DDV-ja in seveda tudi tu pričakujemo sofinanciranje Evropske unije in države. Trenutno pa pravzaprav smo v fazi, da smo oddali vlogo na Ministrstvo za okolje in prostor, ki jo pregleduje, tako da v začetku drugega leta pač pričakujemo odločbo in seveda konkretne razpise in naprej upam, da se bomo veselili podobnih dogodkov tudi s tem projektom, kot je sedaj. Seveda občini Konjice čestitam, zahvaljujem se seveda tudi Ministrstvu za okolje in prostor in tudi naši koordinatorici, torej dr. Cvetki Ribarič iz Inštituta za okolje in prostor, ki nam je pač vse skozi pomagala koordinirati ta projekt. In se mi zdi, da smo pravzaprav dali s tem neko kapo, bom rekli, ali pa piko na i v teh občinah in da smo pravzaprav na nek način tudi za ta trud, ki smo ga vložili v ta projekt po 7 letih tudi, bom rekli, realno poplačani. Lep pozdrav preostalim
prisotnim. Jaz bi mogoče skušal ta dogodek umestiti v malo širši okvir, v katerem se odvija črpanje evropskih sredstev v obdobju 2007-2013. Slovenija je dobila za program okoljske infrastrukture z evropskih sredstev na razpolago 540 milijonov evrov, kar skupaj z drugimi viri pomeni, da lahko pričakujemo z tega približno milijardo evrov investicij v celotni Sloveniji. Zdaj, če to prevedem, to gre za 4 prednostne usmeritve. Prva so ravnanje z odpadki, tu je regijska odločba že izdana in je v teku, potem so odpadne vode, zato je na razpolago v celi Sloveniji 145 milijonov evropskih sredstev od teh 540. Tu zelo intenzivno nadaljujemo s programom, mislim, da je današnji podpis 23. čistilna naprava v Sloveniji, ki je trenutno, oziroma pripadajoč kanalizacijski sistem, ki je trenutno v gradnji. Obe te prioriteti sta izjemno pomembni, ker sta vezani na izpolnjevanje ciljev iz evropskih direktiv, kjer imamo mi zelo stroge obveze tako na ravnanju z odpadki, kot na ravnanju z odpadnimi vodami, in če teh objektov ne zgradimo, pomeni, da bomo pač po roku, ki se izteče, večinoma je to leto 2015, kot država prisiljeni pravzaprav plačevati penale Evropski uniji za pravzaprav vsako aglomeracijo, ki je predvidena, da bi bila opremljena z ustreznim čiščenjem, če tega ne bomo dosegli. Potem imamo še 2 razvojni prioriteti, obe se tičeta tudi te regije in ožje občin, ki so tu prisotne. Se pravi, gre za projekte pitne vode, eden se že izvaja v Slovenski Bistrici, o drugem je kolega župan iz Zreč govoril, ki je pri nas trenutno v pregledu. Potem pa imamo še 4. prioriteto, ki jo vodimo na Ministrstvu za okolje in prostor, to je protipoplavna varnost, in tudi tukaj se pripravlja vloga za reko Dravo, kjer je vključen en del Dravinje, ki je ravno tako. Tako da skupni, bi rekel, regijski obseg projektov tukaj je zelo velik in verjamem, da bomo z njihovo realizacijo rešili večino akutnih problemov v tem delu Slovenije. Zdaj, če grem na konkretno operacijo, mene zelo veseli, da smo zelo hitro prišli od izdaje odločbe do podpisa pogodbe. Moram reči, da smo na ministrstvu in kot država, tisti, ki se ukvarjamo s kohezijsko politiko, večkrat kritizirani pravzaprav, da to črpanje poteka slabo, ampak dejansko gre tukaj za vrsto ovir. In prav ta, bi rekel, čas od izdaje odločbe do podpisa pogodbe je eden najbolj kritičnih. Nam se dogaja, da ta čas traja tudi 2 do 3 leta pri nekaterih projektih, kjer prihaja do zapletov z postopkom odločanja, javnega naročanja, z pritožbami na Državno revizijsko komisijo in seveda potem mi tako po dinamiki pač ne uspemo slediti tistemu, kar smo si pravzaprav v planu zastavili. Tako da sem prepričan, da v tem konkretnem primeru ni tako. Ključno fazo se zdaj izpeljali, se pravi, zdaj je treba narediti projekte, potem pa lopate in zadevo tudi ustrezno dokončati.